Oj, sva Davor in Andraž iz Tech TV in danes bo podala svoje poglede na nedavno dramo, ki je nastala v tehnološkem svetu. Nakupu družbenega omrežja Twitter strani najbogatejšega zemljana Elona Muska. Twitter shares, they are surging right now. Tesla CEO Elon Musk has now taken a passive stake in Twitter. Now to some news. Elon Musk and Twitter. Apparently it has happened. Elon Musk put in an offer of almost $44 billion to buy Twitter. Today, Elon Musk bought Twitter for $44 billion. It is official, Elon Musk has bought Twitter for approximately $44 billion. Kaj vse to prinaša s sabo in kaj bo to pomenilo za vse vas, ki ste njegovi uporabniki? Ostanite z nama, pa boste zvedeli. Debate is raging over how Elon Musk taking over Twitter could change social media. It's not some right-wing takeover, as say people on the left may fear, an attempt to ensure that people of all political beliefs feel welcome on a digital town square. Whether it's a billionaire you like or a billionaire you hate, as a society, I think we should spend more time interrogating how easy it is for billionaires to shape our world in their favor. Just think about it. Preden pa boste izvedeli, pa se naročite na tale najin YouTube kanal in jo spremljate na vseh spodaj označenih omrežjih, med njimi tudi Twitter. Tako da, dajte se posod naročiti, preden vas Elon Musk kupi. Ojoj. Yeah, that's awesome. Če niste v zadnjem mesecu ali pa dveh glih živeli na Marsu, mimogrede Elon tudi tja hoče iti, pol veste, da je poslovnež in multimilijarder Elon Musk kupil Twitter, eno od najpomembnejših družbenih omrežij na svetu, sploh tam, čez lužo v ZDA. Vse skupaj se je začelo tako že nekaj cajta nazaj, ko so eni uporabniki Twitterja malo hecali Muska, da naj ga kupi, on pa jih malo trolal nazaj, da bo to on tudi zares naredil. Stvari so se začele konkretneje odvijati 4. aprila letos, ko je poslovnež dejansko kupil 9,1% delež Twitterja. Ja, ker je konkretno nabilo ceno delnic. Nekateri so se začeli spraševati, ali se bo tam tudi ustavil, ali pa bo celo dejansko kupil celo družbo, ampak vsi so še nekako previdno mislili, da je že s tem nakupom dosegel vse. Upravni odbor Twitterja je očitno spoznal, da ima Musk velik apetit, pa so mu zato ponudili sedež v odboru, čimer bi ga pa tudi hkrati omejili, ker bi s tem lahko imel samo kvečjemu 15% delež v tem podjetju. Zanimivo je, da je Elon s tem se sprva celo strinjal, kasneje pa je ponudbo zavrnil in 14. aprila upravnemu odboru Twitterja dal kontraponudbo. Nakup delnic Twitterja v višini $54,20 za delnico. 25. aprila je na to upravni odbor Muskov ponudbo sprejel, češ da je vrednost ponudbe primerna in v največjo korist delničarjev. Elon je tako dal namero, da v prihajajočih mesecih kup Twitter za $44 milijard, s čimer bi hkrati postal tudi edini delničar družbe, ki bo šla v zasebno last, se bo umaknila dol z borze. To poslovno potezo bodo sicer kreditirale banke, preostala sredstva za nakup pa si bo Musk zagotovil tudi s prodajo delnic Tesle v višini $8,4 milijarde. No, to je bila nekakšna časovnica nakupa do zdaj. Pot do dejanskega nakupa pa bo sicer trnova, ker mora Musk najprej preveriti, da slučajno ni več kot 5% uporabniških profilov na Twitterju robotskih oziroma botov. Saj je bil to njegov pogoj za nakup, tako da bodo naslednji meseci še precej zanimivi. Ampak okej, zakaj se je ta južnoafriški mogotec sploh odločil za tak drastičen nakup? Elon je v javnosti naredil kar nekaj razlogov, zakaj se je odločil za takšno potezo. Bolj ali manj gre za stvari, ki so ga v zvezi s Twitterjem motile že v preteklosti in glede katerih je bil zelo glasen tudi na Twitterju. Med drugim ga moti, da se Twitter kot glavni vir dohodka preveč zanaša na oglase in sicer ti predstavljajo kar 90% dobička za to družbeno. Prav tako je mnenja, da bi moral tudi Twitter omogočiti tako imenovan edit button oziroma gumb za urejanje, ki bi uporabnikom omogočal, da v kratkem časovnem oknu po objavi, da bi editali oziroma zbrisali svoje objave. Po njegovem bi morali Twitterjevi algoritmi postati odprtokodni, da ne bi bilo bojazni, da v ozadju prihaja do kakšnih mahinacij. One of the things that I believe Twitter should do is open source the algorithm, make any changes to people's tweets, if they're emphasized or de-emphasized, that action should be made apparent so anyone can see that action has been taken. So there's no sort of behind the scenes manipulation, either algorithmically or manually. Musk pa bi tako prav povečal število dovoljenih znakov za tweet, ker se mu zdi trenutnih 280 znakov premalo. Potem pa so še 3 največje spremembe, ki bi se lahko zgodile z njegovim prevzemom. Musk bi naredil totalno čistko lažnih botov oziroma robotskih profilov,
ki pustošijo po Twitterju in tudi Povsod. po drugih družbenih omrežjih. Prav tako pa bi dvignil kriterije za moderacijo objav na Twitterju, se je trenutna politika moderiranja po mnenju mnogih uporabnikov preostra in preveč pristranska do določenih političnih polov in mnenj. Na tak način so zelo arbitrarno, naprimer, se znebili Trumpa. Direktor Tesle Twitter sicer vidi kot nek odprt mestni trg, kjer bi se morala brez večjih posegov osoočati mnenja iz vseh družbenih koncev in kjer bi morala biti svoboda govora zagotovljena do svojega absolutnega maksimuma, seveda v mejah prava. Valjda. To se sliši res idealno in kar malo preveč lepo, da bi bilo res. Zato mnogi že opozarjajo na težave, ki bi lahko povzročil tak prevzem. Tako je kar nekaj zvezdnikov in vplivnežev že kmalu po najavi Muskovega prevzema zapustilo Twitter, ker jih skrbi, da bo Twitter pod njegovo taktirko postal še večji divji zahod, kjer bodo razni glasni provokatorji pod pretvezo svobode govora s svojim sovražnim govorom izgnali drugačno misleče in možnost, ja. pripadniki ogroženih družbenih manjšin. Tudi sicer bo imel Elon kar nekaj težav, če bo dejansko probal uveljaviti svoje spremembe. Začenši z tem gumbom za urejanje. Ja, načeloma ga ne bi bilo po moje težko z neko mislim, da ne. posodobitvijo vnesti v sistem, ampak tudi če bi tak edit button obstajal, bo še vedno šansa, da bo en drug uporabnik v vmesnem času screenshotal tisti sporen tweet in ga retweetal naprej ali pa ga na kakšen drug način objavil nekje drugje na internetu, kar pomeni, da bi ta gumb dejansko izgubil svoj pomen. Že res, da bi Musk z zakupom Twitterja postal sam svoj šef, ampak še zmeraj bi mogel v končni fazi odgovarjati svojim kreditojemalcem, torej bankam, ki bodo želeli svoj denar nazaj z obrestmi. Če se Twitter za svoje prihodke ne bo več zanašal na oglaševalce, od kje bo Musku denar, da bo poplačal svoje finančne obveznosti? Preveč. Ko pa smo že pri oglaševalcih, če se bo spremenila politika moderiranja vsebine na Twitterju, a bodo ti oglaševalci sploh še imeli interes oglaševati na platformi, kjer se potencialno lahko razpihuje sovražni govor, rasizem, ksenofobija, homofobija in take grozne zadeve. In konec koncev je tukaj še velik slon v sobi, ki se mu reče Kitajska. Zdaj nobena skrivnost ni namreč, da ima Musk tam močne poslovne vizije, se je v letu 2021 Tesla na Kitajskem ustvarila kar četrtino svojih prihodkov, poleg tega pa so prodali skoraj 500,000 avtomobilov, sestavljeni v Teslini gigatovarni v Šanghaju. Tudi sicer je Kitajska največji trg za prodajo električnih avtomobilov. Uradniki oblasti v Pekingu pa redno tvitajo na Elonovem bodočem omrežju, sploh v času covida so kar precej povečali število svojih objav. Če bo Musk zagospodaril na Twitterju, se lahko znajde v naskrižnem ognju interesov, se oblast v Pekingu ne prenese ravno dober morebitnih kritik na svoj račun. Tako je bilo v preteklosti zaradi spornih tweetov iz kitajskega trga že izgnan švedski H&M. Hud finančni udarec v višini več 100 milijonov pa je doživela clolinga NBA, kjer so jo prenehala sponzorirati kitajska podjetja zaradi spornega tweeta Daryla Moreyja v Hongkongu. Ko bo Musk postal glavni brez Twitterja, se bo znašel tudi pod udarci tako strani Pekinga na eni strani, kot tudi strani kritikov na drugi strani, ki mu bodo lahko očitali, da recimo ni preprečil širjenja lažne propagande strani Kitajske. V najslabšem primeru bi lahko zaradi takega javnega izpostavljanja Tesla tudi izgubila svoj največji izvozni trg, kar bi bil kar hud udarec za tega proizvajalca električnih avtov. Na koncu pa je še ena stvar. Čeprav Musk pravi, da v tem nakupu ni finančnega vidika, pa je nekako še zmeraj dejstvo, da je Twitter konec koncev oglaševalska platforma in da so bogataši v preteklosti že kupovali take platforme. Naprimer, Jeff Bezos je kupil The Washington Post, Rupert Murdoch je kupil Wall Street Journal, pa še bi lahko naštevali. Ob tem pa je seveda naposled se poraja tudi čisto logično vprašanje. A je prav, da imajo korporacije oziroma mogoče celo samo ena oseba takšno moč, da nadzorujejo in potencialno tudi oblikujejo naše javno mnenje? Čeprav so se ljudje začeli v zadnjih letih vse bolj umikati z Twitterja, ker je rad tudi taka grizenca, polna provokatorjev, namreč ne smemo pozabiti, da so se na tej platformi začela gibanja, kot so bila arabska pomlad, gibanje Me Too, gibanje Black Lives Matter, prav tako pa je tudi Donald Trump na njej začel svoj osvajalski pohod, ki se je na koncu končal z njim kot 45. predsednikom ZDA. Ja, če Elon postane šef Twitterja, kaj vse bo to sprožilo v prihodnosti? Bomo videli.
Ampak evo, ok, to je bil zaenkrat recap nakupa Twitterja strani Elona Muska. Sama sicer podpirava Elona v njegovih naporih, da bi svet spremenil na bolje. Recimo njegova prizadevanja, da bi tudi odročni kraji na Zemlji dobili hiter internet, recimo redne. Da bi človeštvo naredilo velike korake pri naseljevanju na druge planete v našem Sončju. Da bi omogočil hitrejši transport med velikimi mesti in tako naprej. Konec koncev so pač zadnjič na najinem kanalu tudi nedavno ocenila njegovo Teslo Model 3. Link za ta video bo pripet tudi spodaj v opisu. Je pa res, da zna nakup Twitterja Musku povzročiti še veliko glavobolov, ker niso čez zihar, da je on dobro premislil, preden se je odločil, da bo kupil to Če imaš podjetje. dosti keša, ne rabi. Ja, lahko da je to naredil čisto impulzivno, lahko pa da ima celo z njim neke globlje načrte, za katere mi sploh še ne vemo. Elon ima toliko keša, da tako ali tako živi v nekem svojem svetu čisti in samo cajt bo pokazal, kaj se bo iz tega dejansko izcimalo. Bomo dejansko videli, kaj bo iz tega, v katero smer se bo to razvil, ker pač mi da tole snemamo sredi maja 2022, lahko da se bodo objave tega videa še kaj spremenili. Ko pa smo že pri tem videu, mi smo prišli danes do konca, upava, da so vam par stvari razjasnila in da vam bodo zdaj te stvari dejansko bolj jasne. Mi dva se za danes od vas poslavljava in upava, da se že zelo kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!